Skoraj da smo že v četrt stoletja mature, lahko rečemo, kar 25-letnica je že pred nami, drugo leto, letošnja 24. splošna matura, 17. poklicna matura, 27. generacija v Mariboru ter 7. generacija v Kranju v mednarodni maturi, torej lep zbir že podatkov, presekov, predvsem pa številnih znanj naših mladih. Splošno maturo je letos upravljalo na 84 šolah po Sloveniji skupaj 6248 kandidatov, lansko leto nekoliko več, tudi moramo pozoriti, generacije so spet nekoliko manjše, smo še vedno v trendu upadanja, vendar kmalu pričakujemo porast, kajti naših osnovnošolcev je vse več, česar se tudi veselimo, in pa kandidati so upravljali splošno maturo iz 35 maturitetnih predmetov. Lahko rečemo, da smo v podobnem uspehu kot preteklo leto pri tistih, ki so prvič upravljali, torej gimnazijci, maturitetni izziv, samo 0,2 odstotni točki manjši uspeh kot preteklo leto, praktično smo, lahko rečemo, enako, tudi z skupnim uspehom 88%, kar se približuje tudi običajnemu povprečju v zadnjih letih. Najboljši maturanti, tisti, ki so letos prejeli maturitetno spričevalo s pohvalo, torej tisti, ki so bili ocenjeni med 30 in 34 točkami, je 271, torej 5 vse več, v primerjavi z lanskim letom, torej še dodatna odličnost naših mladih. Spet prevladujejo povsod, kjer bomo pogledali rezultate, dekleta pred fanti, kar se tiče odličnosti uspehov. Res pa je, da imamo dobro razpršenost tudi v Sloveniji, tako na splošnem kot poklicnem delu. Prihajajo tisti najboljši 47 gimnazij in 34 krajev. Najvišji možni splošni uspeh pa je letos doseglo nekaj manj kandidatov, torej čisto vse točke, lansko leto je bilo 15, letos jih je 10, spet več deklet kot fantov, 7 gimnazij in 5 krajev, tudi še ustrezna razpršenost. Poklicni maturi. Na 145 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih se je udeležilo preverjanja 8061 kandidatov, lansko leto nekaj manj, od tega je bilo 6927 dijakov in dijakinj in 1134 ostalih. Uspeh morda nekoliko manjši, 1,1 odstotna točka za tiste, ki so prvič v celoti upravljali v primerjavi s preteklim letom, vendar skupnem povprečju spet približno enako kot preteklo leto, torej 90,5. To pomeni leto 2016, mislim, da je bilo 90,3, tako da smo približno v podobnih razponih v zadnjih 3 letih. Poklicna matura. Maturitetno spričevalo z pohvalo, več je teh kandidatov in sicer 337, lani v tem času 284, tukaj vidimo, da tudi ta kakovost narašča. Najvišji možni splošni uspeh pa je doseglo 84 kandidatov, julija lani nekaj manj, spet več deklet kot fantov. Lahko spet poudarim to razpršenost 79 šol in organizacij iz 33 različnih krajev v Sloveniji in od tega, kot rečeno, 84 tistih, ki so bili res najodličnejši, prihajajo pa iz 39 šol in 20 različnih krajev v Sloveniji. Če povem še to predhodno že omenjeno primerjavo po letih, nekih večjih odstopanj resnici ni v zadnjem 3-letju, to pomeni, da seveda generacijsko dosegamo približno enake uspehe, bolj gre za to, koliko več tistih najodličnejših ali malo manj najodličnejših imamo vsako leto, sicer pa so standardi znanja ustrezno doseženi. Ni problema, vsa gradiva bodo tudi dodana, vidim, da je tudi pomislek oziroma vprašanje. Te primerjave so tudi dodane v gradivih, ki jih boste dobili oziroma jih imate in lahko seveda posredujemo tudi to prezentacijo, nobenih težav. Primerjava še po številu zlatih maturantov in tudi po spolu, to, kar sem že omenila, ves čas prednjačijo dekleta v tej odličnosti in doseganju višje kakovosti oziroma uspehov in pa tudi to, da smo nekaj več letos imeli tistih, ki so na poklicni maturi najodličnejši oziroma s pohvalo in na drugi strani imamo splošno maturo, kjer je nekoliko manj tistih z vsemi točkami. Mednarodna matura, veste, da je za vse nas tudi zelo pomembna, s tem tudi kažemo primerljivost naših šol, standardov znanja in tistih
dijakov, dijakinj, ki smelo vstopajo tudi na pot mednarodne mature z ostalim svetom. 66 dijakov v programu je bilo v mednarodni maturi Sloveniji in 20 tujcev, ki so se vključili v preverjanje. 37 jih je bilo s 40 točkami ali več, torej izjemni uspeh in s tem spričevalo s pohvalo. Slovenski dijaki so v povprečju dosegli tako 39,9 točk, in sicer v Mariboru najvišji del, v Ljubljani 0,2 odstotni točki manj in še mečkano manj v Kranju, ampak to nas uvršča v najvišji sklop dosežkov v primerjavi tudi z ostalimi državami. Kot veste, smo že lansko leto uvedli certificiranje z evropsko ravnjo znanja tujega jezika. To pomeni, da vsak dobi brezplačno, hkrati tudi mednarodno veljaven certifikat, ki dokazuje standard znanja jezika. To je zelo pomembno seveda za mlade, ki velikokrat iščejo tudi še druge priložnosti, ki morajo dokazovati znanje jezikov na takšen ali drugačen način in s tem seveda tudi že ponesejo s seboj, kamorkoli gredo, tudi dokaz teh znanj in tudi veščin. Letos prejmejo certifikate kandidati, ki so bili na izpitih iz angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine, španščine, tako bili so tudi splošne poklicne mature in pa izpitov tudi za odrasle. No in skupaj izdanih certifikatov je nekaj več kot 4000, skoraj 4500, skupaj izdanih certifikatov na poklicni maturi pa nekoliko manj, to je nekaj več kot 3000. To mislim, da je tudi eden od pomembnih elementov, ki jih dodajamo kot element kakovosti pri zaključevanju srednjega šolanja. In zdaj ob tem hitrem pregledu iskrene čestitke seveda vsem maturantkam, maturantom, vsem, ki so in ste uspešno opravili maturo. Jaz vem, da je bila pot zahtevna, da je bilo priprav veliko, a vendarle to, da je matura zrelostni izpit, je nekaj, kar nam seveda da veliko odskočno desko za življenje, zato res iskrene čestitke vsem. Predvsem pa želim vsem, ki so uspešno opravili seveda ta izpit, prijetne počitnice, brez odličnih učiteljev, brez učiteljev, mentorjev, ki marsikatero minuto namenijo prav temu, da so učenci, dijaki, dijakinje uspešni tudi v pripravi na maturo in seveda tudi sicer za njihovo pot v življenje. Se res iskreno zahvaljujem vsem šolam, vsem ravnateljem, ravnateljicam, vsem seveda, ki so kakorkoli pripomogli k temu, da lahko mladi zdaj že bolj samozavestno gredo v nove korake naprej. Res hvala za vsa upravljena dela, za, kot rečeno, dobre priprave, kar dokazujejo tudi rezultati in seveda za celotno uspešno izvedbo mature. Brez naših komisij in hvala obema predsednikoma v imenu tako ministrstva kot vseh nas, ki nam je še kako mar, kaj mladi znajo in zmorejo, da skrbno in vestno in z veliko tudi truda, predvsem pa kar časa, ki je potreben za to, upravljate svoje delo in seveda brez državnega izpitnega centra, ki nam tako tudi, lahko rečem, pregledno, sistematično in tudi vedno in znova verodostojno, pa tudi z razvojnim razmislekom, kako naprej podajo vse te rezultate, ne bi vsako leto tako skrbno, primerjalno in hkrati seveda uspešno predstavljali vse to, kar naši mladi znajo. Zato hvala vsem, hvala tudi medijem, ki o tem poročate in seveda želim vsem, da bo poletje lepo. Tisti, ki pa morda jim ni uspelo tokrat, pa pred njimi je seveda jesenski rok in tudi njim že zdaj zaželimo dobre priprave in seveda čim bolj uspešen zaključek. Hvala. Ja, prideš na naš. Hvala. Nasvidenje.